sem le košček blaga. Pogled pa segal je dlje, prebudil duha. Poglej Luka. Luka je preprost fant v ponošenem skavtskem puloverju. Zdaj ga že dobro poznaš. Luka si zna razporediti svoje obveznosti in vzpostaviti nadzor nad vsem, kar se mu dogaja. Luka ve, da je dobro, če so sestanki produktivni. Zato vnaprej razmisli, kako bodo potekali. Ko je na sestanku, je z glavo samo tam in nikjer drugje. Zaveda se, da je na dolgi rok dobro, da so vidni tudi rezultati. Čas, ki mu ostane, nameni druženju, ki je tako bolj kakovostno in še bolj zanimivo. Slabe volje zaradi razvlečenih, neproduktivnih sestankov pa ni. Luka se zaveda, da ima pri skavtih vedno nekoga, na katerega se lahko obrne. Luka se ne boji priznati, da ne more več. Pogovori se s prijateljem ali sovoditeljem. To mu pomaga. Luka si zna vzeti čas tudi zase. Svoje težave, prošnje, zahvale zaupa Bogu. Ker bremena preloži nanj, mu je lažje. Ve, da ga bo Gospod vedno spremljal in mu pošiljal to, kar potrebuje. Luka se zna soočiti s stresnimi situacijami. Ko pride do njih, se zbistri, razmisli in ukrepa. Tako stres postane manjši in obvladljivejši. Luka se zaveda, kako pomembna je delitev dela v skvoju in znotraj veje. Luka svojo nalogo opravi odgovorno. Ker prevzame del nalog, tako razbremeni nekoga drugega, vendar se ob tem zaveda svojih zmožnosti. Luka ni preobremenjen. Zna se soočiti z različnimi situacijami. V težavah si žvižga in poje. Ima vzpostavljen nadzor nad situacijo, zato se počuti varnejšega. Posnemaj Luka in bodi kos izzivom. Luka, bodi pripravljen. Vedno pripravljen.